Tadej se bo po 31 letih oskrbe na domu iz ljubečih, a utrujenih rok staršev v kratkem preselil v strokovne roke oskrbnikov varstvenega centra Dolfke Boštjančič Draga. Februarja letos odprti center na Debelem rtiču bo 24 najtežjim invalidnim osebam nudil 24-urno oskrbo. Celostno strokovno obravnavo pa čaka še nekaj tisoč oseb s težjo in najtežjo obliko telesne invalidnosti in hudimi duševnimi motnjami, za katere požrtvovalno skrbijo njihovi starši. Ampak naš Tadej je zelo vesel fant, zelo dobro loči svetlo in temo. Je najtežje stopnje prizadetosti v telesnem in duševnem razvoju, je na stopnji, bi rekla jaz, kakšnega meseca, če s tem, da ima danes 50 kilogramov in da potrebuje vso nego, vso podporo pri hranjenju, pri previjanju, pri sedenju, pri vseh stvareh življenjskih potrebuje pomoč. Komuniciramo tako, da ga pobožamo, da mu žvižgamo, da mu naredimo glasbo, da ropotamo s kakšno zadevo, da se on odzove, da dobimo njegov odziv. In tako pač funkcioniramo. Zato potrebujemo zakon o dolgotrajni oskrbi, večjo finančni podpore od zadaj, da bodo imeli več fizioterapije, da bodo imeli boljšo zdravstveno storitev, da bodo normativi v zdravstvu, o sanitetnih materialih govorimo, o vse ostalo, kar potrebujemo, se dvignili. Zakon o socialnem vključevanju invalidov in zakon o osebni asistenci, oba sta stopila v veljavo s 1. januarjem letos, znatno izboljšujeta možnost invalidov za neodvisno, samostojno in kakovostno življenje. Toda nerešeno ostaja vprašanje dolgoletne oskrbe invalidov, pri čemer je težava tudi glede razumevanja odraslosti oseb z invalidnostjo, so opozorili udeleženci posveta Kaj bo za nami na Debelem rtiču. Tukaj smo lahko težava tudi sami starši. Odrasel starejši sin me ni vprašal, če bo šel od doma, ker je pač šel in to je lahko naredil. Hči, zato da bo odšla, potrebuje pomoč, potrebuje storitev, potrebuje nekoga, ki ji bo zagotavljal to, kar za normalno dostojno življenje sama potrebuje. Mi seveda imamo zelo dobro urejeno institucionalno oskrbo. Vendar smo zdaj v fazi, ko bi morali za osebe s posebnimi potrebami zagotoviti tudi izven institucionalno okolje, se pravi spodbudo s financiranjem. Preslabo razvita je tudi zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami. Njihove družine pogrešajo predvsem neposredno strokovno pomoč. Ta pomoč bi lahko bila od različnih oblik varstva, gospodinjske pomoči ali kaj podobnega, ker ne nazadnje pri otrocih s posebnimi potrebami, ko so stari 10 let, je potrebno več aktivnosti kot pri otroku, ki nima nekih posebnih potreb in je lahko na igrišču sam in se igra s svojimi sovrstniki. To naj bi izboljšal zakon o celostni zgodnji obravnavi, ki v naslednjem desetletju predvideva vzpostavitev mreže 22 centrov za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Do jeseni naj bi bil pripravljen tudi predlog sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Zveza Sonček sicer že 25 let razvija storitve za samostojno bivanje odraslih invalidnih oseb s podporo. Naša vizija je, da se izgradi, najame, pridobi infrastruktura, to se pravi stanovanja, hiše, kjer se bo to
življenje in bivanje lahko odvijalo, da pa bo država preko različnih oblik ali preko zakona o socialnem vključevanju ali preko zakona o osebni asistenci zagotavljala tiste finančne sredstva za plačilo storitev, ki jih osebe z invalidnostjo potrebujejo. V italijanski občini Trst so financiranje namestitvenih kapacitet in podpornih storitev za samostojno življenje invalidov rešili z javno-zasebnim partnerstvom. Letno imajo na voljo 20 milijonov evrov. Allora, questo è uno strumento finanziario che ci permette di garantire un supporto a persone con disabilità lieve in questo momento, quindi degli appartamenti dove queste persone vivono in condivisione con altri utenti, quindi gruppi appartamento di 2 o 3, ed un supporto di una persona che in qualche maniera coordina un po' la vita di queste persone, ma sono disabili lievi. Sulla disabilità grave c'è bisogno invece di un'assistenza continua sulle 24 ore e proprio per garantire il percorso di autonomia, ma che deve essere comunque supportato da del personale formato. Tudi na Hrvaškem, kjer imajo sicer podobno ureditev kot pri nas, je strokovna in finančna podpora oseb s posebnimi potrebami in njihovih družin pomanjkljiva. Ono gdje mi vidimo problem to je prije, dakle rana recimo dijagnostika pa rana intervencija i poslije 21. godine. Tu su nam najveći problemi i to je ono što je noćna mora svih roditelja, dakle klasično pitanje što će biti sa našom djecom kada nas više ne bude, što je teža zdravstvena teškoća ove ili one vrste, to su roditelji više zabrinuti i zapravo užasnuti kad razmišljaju o budućnosti. Premalo je kod nas uopće mjesta za osobe sa invaliditetom, za djecu i mlade sa teškoćama u razvoju. Na primjer, premalo je i terapeutskih dodatnih postupaka, ali su financije slabo, dakle slabo se financijski podupiru obitelji i veliki je teret na obiteljima za plaćanje pojedinih terapija, za odvođenje u pojedine institucije, tako da socijalna raslojenost, dakle ona obitelj koja je socioekonomski jača, oni će plaćati i privatne terapeute i naći će ih, ostali ovise o državnom zdravstvu. Da bi preprečili socialno razslojevanje, je zakon o socialnem vključevanju invalidov določil bistveno višje nadomestilo za invalidnost, in sicer 577,34 evrov. Poleg tega imajo najtežji invalidi, tak status ima okoli 7.000 oseb, običajno tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. Z letom 2019 ta znaša 146,06 oziroma 292,11 evrov. Razvoj dodatnih podpornih storitev v lokalnih skupnostih ter usposabljanje izvajalcev, med njimi tudi svojcev, da bi jih zaščitili pred izgorevanjem, so še neizpolnjene želje družin najtežjih invalidov.